Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Torej, naša specifika je, da smo v zaledju Trsta, da smo v zaledju zgodovinske zadeve, katere se imenuje Tržaški zaliv. Najgloblje zajela veterana v Evropo, vsemi zgodovinskimi in nenazadnje geografskimi, naravnimi in kulturnimi posebnostmi, katere se upam trditi, da so tako izjemne, v smislu krasa, da že to je sama posebnost. Zraven pa imamo še eno spečo trnivčico, imenovano Barkini, na katero čakamo, da pride še pric in da jo prebudi. Mi delamo že na dan. Torej, naše občine so občine Mirna Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hribeli Kozina, z Krasom, žal in Košček je v Italiji, ampak zdaj ga združujemo preko projekta Geoparka, in Barkini, kateri tudi in Košček so odzunaj, ampak tako ali drugače se že povezujemo. To, kar ni bilo omenjeno, je, da je lansko leto bilo za nas vodnike tudi pozitivno, ker smo dobili v naše vrste 17 novih vodnikov. Namreč 6. generacija vodnikov se je usposobila in kar 17 je prišlo na novo do licence, tako da zdaj od teh 84, kateri smo upisani v register, za njega je pooblaščena območna razvojna agencija, velika večina aktivnih so tudi naši člani, tako da dejansko govorimo o isti zadevi. Kaj je naše poslanstvo kot društvo? Sigurno, da skrbimo za lastni interes. Naš interes je, da stalno rastemo, da se usposabljamo, izobražujemo. Poznate, vse življenjsko izobraževanje je naša realnost. Po drugi strani pa vseeno se trudimo, da naše znanje, veščine prenašamo navzven. V smislu, da promoviramo tudi turistično ponudbo in turizem in današnji dan je namenjen promociji naše dejavnosti. Turističnega voda. 21. februar, še enkrat gola dejstva, pobudnik za to akcijo je bila pobudnik za to je bila Svetovna zveza društev, zato se tudi tukaj pojavljamo kot eno od društev v tem sklopu. 90. leta so prvi zagnali, Slovenija je potem z zamikom par let, 10 let se tudi aktivirala in ni relativno, vse slovenske merilo tudi relativno zgodaj, namreč že 6. leto organiziramo to akcijo, vsako leto okrog 10 do 15 dogodkov, letos jih je 11. Razporejeni bojo ne na 21. februar, kajti letos pade med tednom na sredo in nekateri sicer organizirajo zlasti ti v mestih, kateri pričakuje večji obisk, tudi na sredo, ampak pri nas, roko na srce na podeželju, v sredo organizirati bi bil obisk bolj skromen. Zato smo se odločili, da teh 11 dogodkov razporedimo na vikende, začenši z vikendom 24.–25. In tukaj imate prvič primerno seznam, katerega smo pili še do pred kratkim. Torej, prvi vikend je od 24. do 25. po 2 dogodka na dan. Zakaj? Zato, da kdor želi, lahko gre v teoriji na vsak 11 dogodkov. In ne bomo si v kontekstu promocijskega dogodka sami sebi tu konkurirali. Torej, en dogodek je dopoldne, potem, tudi na to smo mislili, pošteno pustimo zainteresirane obiskovalce, da grejo na kosilo, da pustijo kakšen denar lokalnemu okolju in da grejo popoldne še na drugi dogodek. Tako, da je časovno lepo razporejeno čez cel dan. Zanimive teme in dejansko smo zanimivo paleto naravnih in kulturnih tem, začenši z Posovelom in njegovimi ostalinami v Sežani, sledimo z Komnom, tudi enem spregledanim naseljem, pa gremo na Pomnik miru, že omenjeno, kjer bomo ob angažiranju naše kolegice Anje iskali sledi skritih arhitekturnih simbolov, katere je avtor, arhitekt, komponiral v samo stavbo, Darko Likl se je imenoval. Sledi Franci, 120 let vražje javne dimnice,
Drugi vikend štanjem s Ferrarijem v vrtu. Ferrarijev vrt je najpomembnejši vrt iz časa med obema vojnama na slovenskih tleh. Tudi to se premalo izpostavlja. Gremo na Volčji grad, kateri v veliki večini je povprečnemu Slovencu znan po enemu najlepših ohranjenih gradišč, ampak ima še kaj drugega na ogled. Sledimo na eno temo, katera po našem prepričanju je bila malo potisnjena v pozabo. Namreč Komenski del Krasa, spodnji del soške ofenzive, Prva svetovna vojna, je bil deležen najbolj krutih bojev v Prvi svetovni vojni. Soška fronta je bila največja gorska bitka vseh časov v človeški zgodovini. In če kdo izpostavlja, da v teh krutih časih, ko je pah konfliktov na svetovni ravni, ne velja izpostavljati vojnih zgodb, trdimo nasprotno. Ravno izogib, da se te majhni konflikti prelijo v nekaj večjega, želimo v poduk, v zadnjih stoletjih smo imeli 2 svetovna konflikta, v poduk, da se kaj podobnega ne zgodi, moramo te zgodbe ohraniti žive, zlasti v prihajajočih generacijah, da se zavedajo, da naša želja mora biti po miru in sodelovanju, ne pa ohraniti žive te konflikte, katere grozijo, da bojo prerasli v kaj večje. Sledimo na 2 temi, druga tema, katera je tudi vezana na Slivje, namreč Jama Divnice je v neposredni soseščini naselja Slivje. Kolegica bo samo Slivje predstavlja z težiščem tudi na enemu umetniku, kateri je tudi pustil močno sled na primorskih tleh, to je slikar Tone Kralj, kateri je poslikal tamkajšnjo cerkev kot eno od 44 v Sloveniji. Več mu ne bom razkrival, pridite, pa boste tudi sami kaj več uživo doživeli. Krajinski par Beka je bil tudi omenjen, torej to postaje eden od nosilnih stebrov turistične ponudbe v občini Hrpelje-Kozina. Hvala Bogu, da je bil denar za kompenzacijo zaradi drugega tira pametno investiran, je spremljal to zgodbo in mislim, da bo to ne samo občinski, temveč da bo regijski, če ne širši, večni konj za turizem. Sledi ena zgodba, katera je prenesena v Miren, občina Hrpelje-Kozina, Mirna Kostanjevica. Vam je znana zgodba povezana s čularstvom in občino in naseljem Miren skozi tovarno Ciciban. Miren ima močno čularsko zgodovino in še zmeraj žive akterje, kateri imajo še marsikaj zapovedati. In potem sledi še ena zgodba povezana z živim muzejem Krasa, čisto za konec. Torej, glede na to, da nas je 70-80 in da smo letos spet uspeli 11 dogodkov promocijskih prinesti, mislim, da si lahko sami sebe pohvalimo. Letošnji slogan celotne akcije v svetovnem merilu je turistični vodniki, varuhi pri promociji in spodbujanju zelenega turizma. Zeleni turizem za nas ni prazna zgodba, temveč ga vključujemo v trajnostni turizem. Torej, če trajnostni turizem enakopravno obravnava vse te 3 sklope, vse to dobite že danes pomeni. Vemo? Vemo, ampak tudi sam sem novinarsko deformiran, tako da reči sliko. Zikar je zikar. Trajnostni turizem enakopravno vključuje vse 3 sklope. Skratka, gospodarski vidik, ekonomska uspešnost, družbeni vidik, socialna pravičnost in okoljski vidik, varovanje in ohranjanje narave. Če zeleni turizem zreduciramo samo na naravo in okolje, je to redukcija trajnostnega turizma. Mi vseeno delujemo širše, trajnostno. To je za nas praksa. Tako kot je že postala praksa, napovedujemo in obljubljamo, da bo naše profesionalno letošnje vodenje v okviru teh 11 in tudi kot v okviru ostalih vodenj, prvič varno, drugič vznemirjujoče, zasledovali bomo vse 3 glavne razloge, zakaj nekdo se gre turista. Prvič je želja po raziskovanju, da so varni in da prinešajo zadovoljstvo. Zdaj, čisto za konc, zavedamo se, da je tukaj okoljska kriza, je tukaj vojne razmere, kakršne koli, COVID smo ravno kar dali, skratka, padamo kar iz ene krize v drugo in se kar ne neha. Kopičenje teh različnih kriz, verjamo,
da bodo spet nastopili časi, kateri bojo prijazni, bolj prijazni do turizma, tudi do nas, turističnih poti. Smo optimisti in taki bomo tudi ostali.